škatla. Bilo je tako zgodaj, da so ptički še gledali pod perje, ko je gozdno tišino zmotilo zoprno brnenje. Nekaj živalic je radovedno pomolilo smrčke iz kožuščkov, za hip radovedno povohljalo, a jih, ker je brnenje ponehalo, brž potisnilo nazaj v mehko zavetje. Na gozdni jasi se je ustavil avtomobil. Iz njega je izstopil Marko, katerega kmetija stoji ob samem robu gozda. Z zadnjega avtomobilskega sedeža je izvlekel nekaj velikega in oglatega, se previdno ozrl naokrog, nato pa tisto veliko reč vrgel v grmovje. Nato se je odpeljal. Bodulčica, zbudi se, ženkica. Ja. Nekaj so nam pripeljali. Ja? Ja, zbudi še otroke, pa pojdimo pogledat. Bodulčica je ubogala svojega soproga in kmalu se je čez jaso odpravilo 5 ježev, pravzaprav jež, ježevka in 3 ježki. Bodulčica in Špikec sta bila na svoje otroke zelo ponosna. Odkar so se skotili, sta se imela za najsrečnejša starša na svetu. Le z imeni nista imela prave sreče. Tako enemu kot drugemu se je zdelo le ime Ježek dovolj primerno za majhnega ježa. Tako sta vsem 3 dala ime kar Ježek, kar niti ni bilo napak, saj so si bili zares zelo podobni. O, Ježek, nehaj že suvati ježka, vsak čas bomo tam. Kmalu so se ustavili ob grmu, v katerem je napol skrita ležala velika in oglata reč, ki jo je malo prej pripeljal kmet Marko. Le kaj je to? Škatla. Dober dan, škatla. Dober dan, škatla. Dober dan, škatla. Škatla ni živa. Vsaj zdi se mi tako. Prepričan pa ni bil. Ko je bil Špikec še mlajši, čeprav ne veliko mlajši, kajti še vedno je bil po ježovskem štetju zelo mlad, se je veliko potepal. Tako ga je pogosto zaneslo tudi do človeških hiš. Ker se mu tam ni zdelo preveč varno, se mu je vedno mudilo. Zato si je sicer marsikaj ogledal, a ničesar natančno. Za vsak primer je grmovje, v katerem je bila napol skrita škatla, zelo previdno razgrnil. Ljudje imajo takšne škatle v vsaki hiši. Vsak večer jih gledajo. In kako je prišla k nam? Človek jo je pripeljal. Misliš, da jo bo zvečer prišel gledat? Ne vem. Mogoče je pokvarjena in je noče več. Kaj je to? Kaj je to? Pokvarjena? Pokvarjena? Ne vem natančno. Ampak videl sem že, da so ljudje svoje škatle včasih tolkli in zmerjali. Kakšno so tudi odnesli iz hiše. Mogoče je to ena tistih. Torej je ta škatla naša. Bomo gledali mi. Ja, super. Gledali bomo škatlo. Družina ježkov se je posedla okrog in začela napeto buljiti v škatlo. Prva se je naveličala mama. Meni se ne zdi posebno zanimiva. Najbrž bi jo morali najprej malo potolči.
Zbral je dolgo palico in nekajkrat dregnil v škatlo. Seveda z varne razdalje. Če se lotiš neznane reči, nikoli ne veš, ali te ne bo sunila nazaj. Nič se ni zgodilo. V zadregi se je popraskal. Če se prav spomnim, so bili v škatlah, ki sem jih videl pri ljudeh, nekakšni možički. Možički? Menda ne živijo v škatli. Le kaj lahko počnejo v tako majhnem stanovanju? Ja, lovijo se, prekopicujejo, kričijo, se smejijo, poskakujejo. Mogoče pa še spijo. Bolj jih podrezaj s tisto palico, da jim zaželimo dobrodošlico. Špikec je opogumljen močneje zamahnil. Prednji prozorni del škatle je počil in se razsul na tisoče koscev. Tukaj ni nobenih možičkov. Najbrž so se odselili. In to že pred časom. Niti zavohati jih ne morem. Nič hudega. Poskakujemo in prekopicujemo se lahko tudi mi. Vsi trije mladiči so se zgnetli v leseni okvir in se začeli poditi. Veliko smeha je bilo in vreščanja, veliko tekanja in prerivanja. Ježek je dvignil ježka na rame in nato je tretji ježek zlezel na vrh. Še prednji je uspel zatuliti, so padli in se iz škatle prikotalili kot 3 majhne kepice. Tako so bili veseli nove igračke, da so čisto pozabili na zajtrk. Šele, ko jim je Bodulčica dovolila, da pozajtrkujejo kar zunaj, so se odločili za hipec prekiniti igro. A res? Le za hipec. So pa res pametni tile ljudje. Tako zabavno stvar si izmislijo. Ko smo pametni šele ježi, ki smo jo popravili, jo? In kaj, če se tisti možički, ki so prej stanovali notri, vrnejo? Ja, povabili jih bomo na zajtrk in potem bomo skupaj gledali škatle.